Spoštovane državljanke in državljani ter vsi, ki prebivate v Sloveniji. V času, ko se leto poslavlja in novo, še kot nepopisan list papirja odpira svoja vrata, nas narava večkrat spomni na svojo čarobno modrost. Vse v življenju raste, se razvija in prilagaja. Tudi naša prelepa dežela Slovenija raste, se spreminja in prilagaja zahtevam časa. Vesela in ponosna sem, da je Slovenija v letu 2024, ko smo praznovali tudi 20. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo, dosegla več pozitivnih premikov na gospodarskem, podjetniškem in širšem družbenem področju. Naj spomnim, da po umiritvi gospodarske aktivnosti v preteklih letih je Slovenija v letu 2024 ponovno zabeležila rast bruto domačega proizvoda. Presegla je povprečje Evropske unije in da prebivalca po kupni moči dosegala kar 91% povprečja Evropske unije. Stopnja brezposelnosti je tudi ostala med najnižjimi v Evropski uniji, kar odraža stabilen trg dela in uspešne tudi zaposlitvene politike. Povprečna plača se je tudi nekoliko zvišala za dobrih 7%. Tudi reforma plač v javnem sektorju pravzaprav je dobra popotnica za naprej. Nihče več namreč ne bo prejemal plače, ki je nižja od minimalne, kar je pomemben prispevek k večji socialni pravičnosti. Povečale so se tudi državne investicije v inovacijsko dejavnost, kar bo zagotovo spodbudilo razvoj visokotehnoloških sektorjev in še dodatno povečalo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Tudi s pomočjo javnih razpisov je država Slovenije podprla projekte v gospodarstvu, turizmu in športu, nudila torej podporo podjetjem v skupni vrednosti kar 672 milijonov evrov. Naj spomnimo tudi na naziv slovenski podjetnik leta 2024, ki ga je prejel Franc Jager, ustanovitelj trgovske verige Jager, ki zaposluje več kot 850 ljudi, upravlja z 42 trgovinami in dosega prihodke v lanskem letu oziroma v letošnjem 230 milijonov evrov. Ob dnevu inovativnosti je Gospodarska zbornica v letu 2024 podelila kar 10 zlatih, 24 srebrnih in 12 bronastih priznanj, kar poudarja inovativnost in odličnost slovenskih podjetij. Odlični dosežki slovenskih športnikov, tako ekipnih kot tudi v individualnih športih, so Slovenijo postavili v ospredje svetovne športne javnosti in okrepili njen ugled kot države izjemnega talenta in vztrajnosti. In še najnovejši dosežek, ki ga merimo in spremljamo v naši družbi že od leta 2016. V letošnjem letu smo izboljšali indeks organizacijske energije, ki znaša 2,84, kar priča o temu, da slovenska podjetja premorejo več prebojne in zmagovalne energije kot v letu 2023, ko je indeks znašal 2,19. Tako je na svetovnem prizorišču Slovenija utrdila se kot zanesljiv partner, ki zmore ohranjati gospodarsko rast, ki prepoznavnost in trajnostno in humanitarno zavezanost, kljub globalnim izzivom, kot so podnebne spremembe in politične napetosti. Vsi ti dosežki obetajo nadaljnji razvoj in blaginjo države. Spoštovani podjetniki, prebivalci Slovenije, drage prijateljice in prijatelji, z novim letom vstopamo v obdobje novih priložnosti. V letu, ki je pred nami, vam želim veliko poguma za uresničitev vseh vaših sanj in vztrajnosti na poti ustvarjanja boljšega sveta. Podjetnikom želim veliko dobre energije, navdihujočih idej, uspešnih zgodb in priložnosti za sodelovanje v globalnem okolju. Naj vam leto 2025 prinese trajnostno rast, nove inovacije in priznanja, ki bodo odražala vašo ustvarjalnost in predanost. Naj vaše delo prispeva k prepoznavnosti Slovenije kot države izjemnih priložnosti in uspehov. Vsem prebivalcem Slovenije želim leto polno zdravja, osebnega blagostanja in občutka za skupnost. Naj bo leto 2025 res priložnost za poglobitev medsebojnih vezi ter soustvarjanje družbe, v kateri bodo vsi našli svoj prostor pod soncem. Hvaležni za vse dosežke preteklega leta, pogumno poglejmo naprej, k novim zmagam, sodelovanju in povezovanju. Srečno, zdravo in uspešno 2025.